No, in glede na to, da se ukvarjam z malo zgodovino slepih, sem slučajno naletel na en članek v eni predstavi, ki je bila 1. marca 1919 na odru Drame, današnje Drame, a ne. Zdaj ne bomo šli v podrobnosti. No, in potem me je to seveda začelo zanimati in sem začel brskati, no, in sem za Opozorja napisal en članek Slepi na odru. In potem, ker je pač dejansko se mi zdelo škoda, da to ostane samo v zaprtih krogih, sem srečal eno mojo prijateljico na teatrologinjo, Kocijančičevo, in sem vprašal, če se bi dalo kaj objaviti, in ko je ta članek prebrala, je rekla super, ne. In je potem me povezala z revijo Amfiteater. Je pa zadeva bila, oni pa tega članka niso hoteli objaviti, ker je bil že objavljen, ne, kljub temu, da sem jaz jim razložil, da to je mogoče, če to 100 ljudi prebralo, pa še slepih v zaprtem krogu. Je prebral članek kot tak neobjavljen, ne. No, in pol na koncu smo se zmenili, da naredim pregled. No, in ko sem začel brskati, sem odkril, da pravzaprav se je pred gledališčem nasmeh, za katerega sem jaz mislil, da je to pač začetek gledališke dejavnosti, a ne, na Slovenskem, sem ugotovil, da je pravzaprav se skozi nekaj dogajalo, a ne, da so tudi v Zavodu za slepe so vse skozi nastopali bolj mogoče glasbeno, z recitacijsko zadevo, vendar manj se je pa vedelo o gledališču, a ne. Tako da naj povem, da je za ta prvi nastop je celo Finžgar napisal posebno dramo, posebej za njih je napisal zadevo, in da so vse to skupaj speljali, če rečem takole, 22. novembra so prišli v Ljubljano, leta 18, 1. marca so imeli pa že 2 predstavi, plus vmes je še Glasbena matica nastopala. Tako da je bilo to dvodnevno 1. in 2. marca 1918, a ne. Zdaj še nadaljujem nekaj. Bom jaz najprej povedala, kdor ne ve, za to znanstveno revijo na slovenskem prostoru, da je Amfiteater je revija, ki objavlja izvirne članke s področja scenskih umetnosti v širokem razponu, in sicer gre vse od dramskega gledališča, plesa, performansa do teh hibridnih umetnosti, dramatike. In kdaj se pa pričakuje, da bo ta tvoj članek oziroma tvoje delo objavljeno v reviji za teorijo scenskih umetnosti, Dušan? Ja, 2-krat na leto izide. Zdaj jaz, kolikor sem gledal nazaj, jaz pričakujem nekje v juniju, da naj bi to izšlo. Zdaj točno kdaj bo, ne vem, jaz sem zadnjo popravljeno verzijo sem mu dal konec marca, oziroma prvo verzijo sem mu dal konec januarja, drugo konec marca, tako da zdaj čakam, kdaj bojo naredili, a ne. Zdaj, po mojem bo nekje, rečemo tam okrog druge polovice junija, tako ko sem gledal nazaj, kdaj je izhajalo, a ne. Ti si v tem svojem besedilu predstavljal življenje in delo teh gledaliških izjemnih umetnikov, ki so kljub slepoti in slabovidnosti prispevali neizmerno v gledališču. Pa mogoče bi omenila zdajle človeka, ki ga danes žal ni zraven, gospoda Edija Vodeba. On je deloval že v 70-ih. Kaj si še kaj drugega raziskal? Ja, takole je, ne. V zavodu recimo v zavodu v Kočevju, ne, so uprizorili Sneguljčico, potem je recimo med 2. svetovno vojno je učitelj Korel je napisal dramo, in so jo potem med vojno so jo izvajali tam pod Skednom, praktično iz nič, pa gostovali po okoliških vaseh, a ne. Se pravi, to je bilo okrog leta 1943, potem je po vojni je bilo kot neka glasbeno gledališče, ki je delo Karl Jeraj pa njegova hči,
sta delala, tam je tudi Deži not nastopal, potem je bila Tilka Muserjeva, ki je prav pisala drame za otroke. Recimo ena taka zanimiva mi je bila Teta iz Amerike, kjer je v bistvu kot neke vrste zahvala, ker so ti Slovenci, ameriški, so zelo podpirali slepe vse skozi, a ne. In je celo bila ena predstavnica Amerike, teh ameriških žensk na premieri. Pa so bili razni taki, razni priložnostni teksti. Ja, Edi Vodeb je dobil celo Linhartovo bronasto značko za nastop kako? V gledališču, kaj je že tam pri Celju, no? Zarja? Zarja, ja, hvala. Trnovlje. Kako? A je Trnovlje? Trnovlje, ja, Trnovlje, ja. Zarja Trnovlje, ja. Zarja Trnovlje, ja, no, se imamo vsi prav. Ja. No, in potem je bilo gledališče na Primorskem, so bili, recimo ta Veso Brolski je pisal celo tekste tudi, ne, da so izvajali, tam je pač zanimivih lušnih stvari bilo. No, potem je pa nekje se pa pojavilo, to bo pa Metka več povedala, gledališče Nasmeh. 1996. Tako, potem je pa tudi Franci Pungartnik je igral tako v Trnovljah kot tukaj v kaj je že... Zarja Trnovlje in v Nasmehu. Ne, na Nasmehu, pa še tukaj je v Čufarjevem? Ne, kaj je že to, ma tukaj pri Ljubljani je, Medvodah je igral tudi v gledališču, a ne? A veš, da nisem tega našla. No, in skratka, potem, kako? Potem pa sem v bistvu še, seveda je treba to povedati, še Mateja Ledineka, ne, ki je zdaj prišel sem, Ledinek je pa tudi bo povedal, kako on igra v tisti predstavi, ki je mednarodno v Golbalu, ko igrajo na odru. To je zelo zanimiva predstava, celo film obstaja, ne. Da. In pa seveda na koncu je nekako še Jano Kusovo, ne smem pozabiti, pa Metko, pa Lukaca, ki so pač individualno, ne, ki igrajo pač tak zase oziroma sodelujejo. Pa seveda Evgen Bavčarja, ki je v Parizu tudi deloval v gledališču v prizoritvi enih predstav o slepcih in je celo napisal neko zloženko. Tako da nekako to je tak hiter pregled tega, je pa tako dogovorjeno, da bomo to jeseni verjetno v obzorju, da bo to izhajalo v nadaljevanjih, ker tega je, mislim, da je okrog 18 strani, kar pomeni, da je vsaj pol ure je tega, tako da bo, bi rekel, v zvoku, a ne. Toliko za enkrat, če še bo pa kakšne podrobnosti, jaz bom pa še tisto poiskal za Francija. Pa Neizbrišen pečat so v delu skupine pustili še Nemčev Lucijan, Angela Novak, Kozlovič Andrej pa Obržan Bojana si pa že omenil, a ne? Tako, to so bili Koprčani, ja. Koprčani. Ja, pa še to bi rekel, ne, se opravičujem, kazalište Novi život, ne, oziroma ta mednarodni projekt Blind, ne, slepi v teatru, v kateri pač so se vsi ti slepi redno obiskovali. BIT, ja. Je pa recimo zelo tam gor okrog Žirovnice so zelo aktivni, recimo Jana Kusova je tam zelo aktualna, ne, recimo. So pa vmes seveda pobirali različne nagrade, ne, kot recimo Metka je dobila zlato Linhartovo, ne, potem Jana je bila gorenjska komedijantka leta. In ko pač to je en tak pregled. No, in ker sva že omenila Meto Pavšič večkrat in ker je danes z nami, se je lahko nam pač dobro zdelo, ko se je lahko odzvala mojemu povabilu. Bom pa povedala za začetek malo o njej in potem bi Metko prosila, da pove kaj nam vsem glede samih začetkov gledališča Nasmeh.
Se pravi, omenjena Meta Pavšič oziroma Metka Pavšič ste igrali tam 98. še v dramskem društvu Idrija, pa tudi kasneje v Radoveljci. Vi imate za seboj en velik dosežek in sicer mednarodni musical leta 2001 v Londonu. Vi ste poleg personalnih polnočuječih oziroma čutečih igralcev ste sodelovali samo z nekaj slepimi in slabovidnimi iz Evrope. Tako da to je res dosežek. In da ne bom jaz govorila, bi besedo kar prepustila Metki Pavšičevi. Dan. Dober dan. Najprej hvala lepa, Nika, da ste gledališču posvetili tole Zoom kavico, pa Dušanu hvala, ki je zbral na kup širši pogled na gledališko dejavnost v Sloveniji. To se mi zdi zelo fajn in dragoceno, da je nekje zbrano. Jaz sama moram reči, da sem zelo vesela, da se je nekako ponosna, da se je, kot ste rekli, leta 1996 ustanovilo gledališče slepih in slabovidnih na Smeh. Ni ratalo kar tako. Raziskovalni tabori, ki jih je Jure Svoljšek organiziral, so bili nekako povod za te stvari. Tam se je vedno imelo tudi na poletnih taborih gledališko delavnico, ki jo je vodila Mateja Mlačnikova, in so zmeraj na koncu pripravili en tak lep odlomek, kakšne predstave. No, zadnje leto, najbrž 95. je pa Igor Korošec organiziral prav gledališki tabor. Cel poletni tabor za slepe in slabovidne je bil posvečen gledališču. In takrat potem se je nekako porodila ideja, da bi ustanovili pravo gledališče, in to je bilo res nekaj izjemnega. Izjemnega zato, ker je Mateja Mlačnikova in cela njena družina pravzaprav in vsi vaščani tam okrog živelo in dihalo s tem gledališčem. Mi smo mogli ob vikendih priti tja v Žirovnico, na selo, tam prenočiti, je bilo treba vse organizirati, hrano, prevoze, skratka vse. In Dan oddiha je bila prva predstava, kasneje jih je bilo še seveda kar nekaj, predvsem bolj komedije so bile to, vse od začetka. Tako da se mi res zdi to nekaj zelo posebnega, takega entuziastičnega. Če sam pomislimo, da imam jaz zapisano, da smo 33 predstav je bilo... Častnega povabljenca. Dan oddiha je bilo, takrat sem bila jaz zraven, to je bila prva predstava. Smo imeli ponovitev, smo imeli 2/3 vseh vikendov zasedenih v letu, da smo gostovali naokrog. In to so bile polne dvorane, bili smo nekaj posebnega, ker se je takrat porodilo, in smo res gostovali, se imeli luštno, pa tudi delovno je bilo zelo. Tako kasneje so sledile še predstave, pa potem smo bili gostje zmeraj na Bitu v Zagrebu. Potem je sledil en premor in so se Slepci uprizorili, Metterlingova drama. No, kasneje so potem pa še pristopili drugi režiserji, tako da je sledil potem še nekaj predstav. Ves čas je bila pa mentorica tega gledališča, Alenka Vrabec. Žal pokojna, tudi njej gre zahvala, predvsem pa res izjemni in predani Mateji Mlačnik. Jaz sem gospo Mlačnikovo, z njo sem komunicirala po telefonu, ampak ona ima točno ob petkih, ima zadevo, ki se ne more izogniti, to je poučevanje, od 7:30 do 14:30.
bilo bi super slišati še njo, ker tako kot ste rekli, ona je bila ta povezovalni člen in ta gonilna sila. Ona je bila, se pravi, amaterska igralka in režiserka in vse je delala kot profesionalec ali še bolje, ne? Ja, res je. To pa lahko rečem, ni kar tako prišla Mateja do tega znanja. Seveda je Mateja izjemno talentiran človek za marsikaj, ampak ona se je že v domačem društvu Franceta Prešerna ves čas izobraževala, zato je lahko tudi pridobila toliko znanja. Prek JSKD-ja je delala razne izobraževanja za režiserje. Potem pa seveda še prav na področju slepih in slabovidnih pa lahko rečem, da se je kar specializirala. In jaz mislim, da ga pravzaprav ni boljšega strokovnjaka, kot je Mateja za delo s slepimi in slabovidnimi. Resnično smo lahko ponosni, ker na svetu ni prav veliko gledališč, kjer bi nastopali le slepi in slabovidni. Pri nas v Sloveniji imamo kar 2 taki. In zanimivo, da obe gledališči sta delovali zelo neodvisno drugo od drugega, a v marsičem podobno. Obe gledališči sta želeli, da bi lažje razbili te stereotipe o slepoti med gledalce, so prihajali prav s komedijami, po moje zanalaš, mislim, da bo bilo privlačno, ker na dramo pa na tragedijo ne greš, na komedijo pa greš, Tako je in to je bil naš cilj in že tako ali tako publika ima malo zadržka pred tem in recimo ves čas so se bali, da bomo padli z odra ali da se nam bo nekaj neprijetnega zgodilo, ker so vsi mislili, da bomo bolj statični, pa smo kar veselo dirkali po odru in zdaj, če je že tako ali tako pred slepoto imajo ljudje nek strah, tako da je veliko boljše, da so bili ti teksti pač smešni. Ja, pa kar lahko nam poveste, vi ste se učili tekste, se pravi besedila s pomočjo brajice in zvoka in še povečanega tiska. Se pravi, potem ste imeli na odrih talne oznake, ali je bila to samo preproga, ali so bile prav oznake za slepe? Pa razmerja vedno enaka? Kar povejte nam, prosim. Tako, razmerja scene absolutno so mogla biti vedno enaka. Potem po tleh so bili pa z raznimi preprogami smo si pomagali, tako da je tudi estetsko izgledalo naravno. Recimo, če je bila soba, smo tam, če spomnim, imeli nek tepih, ki ti je bil vodilo, pa pri slepcih smo tudi, itak smo v kletki nastopali, ampak so bile tudi take 4 preproge znotraj, da si približno se lahko lociral, kje si. Tako da, ja. Imeli ste pa neko izkušnjo, da pa v Zagrebu, njihovo gledališče za slepe, oziroma gledališče slepih, oni imajo pa zvočne signale, Ja, tudi uporabljajo zvočne signale, pa tudi mislim, da talne, neke take tihe zvoke, kot nek pk, kot točkovno locirajo, da če se preveč približaš, da slišiš to. Tako da iznajdljivost je tukaj zelo pomembna. Vsak po svoje. Recimo jaz v mojih predstavah, glede na to, da vidim pač samo svetlobo, smo dali pa spredaj en zelo močan reflektor na tla. Odlično je, ker se je sopadal noter s samo predstavo, tako da mi je pa to glavni orientir. Mislim, da mora biti človek nekako iznajdljiv, fleksibilen, potem se lahko nekako porodi. Ni pa fajn, da to izpade ven, kot da se že nadaleč vidi, da je to neka prilagoditev strašna. Fajn je, da je res neopazno. Drži, ja. Zdaj pa, ko ste vi, vem, da ste po izobrazbi tudi igralka, boste mogoče z nami pa tudi podelili to vero, kako ste vi zašli potem na AGRFT, po izobrazbi prvotni ste socialna delavka, a ne? Ja,
Po osnovni izobrazbi sem diplomirana socialna delavka. Moram povedati, da sem to zelo rada, ker me to nekako izpolnjuje. No. Sicer zdaj sem upokojena, delala sem kot animatorka v domu upokojencev. Kot mlada punca sem si želela, ali pa sanjarila, bom rekla, tudi o akademiji. Ampak jaz se točno spomnim, da ko sem pogledala razpis v 4. letniku srednje zdravstvene šole, je pisalo tam, da se zahteva popolni vid in sluh za sprejemne izpite. In nisem, niti sem to videla, da se ne morem prijaviti, nisem delala neke drame iz tega, zato je bila socialno delo neka druga opcija. Niti govorila nisem nikomur o tem tako prizadeto ali nekako razžaloščeno. No, kasneje pa potem, že preko 40 let sem pa srečala profesorja iz akademije, sem ga vprašala, če kaj novega na akademiji, in je rekel, da razpisuje podiplomske študije in da moraš imeti samo eno humanistični študij končan. No, a je kakšna ovira za moj vpis, je rekel, ne, nobene, mogo si pa pač imeti za sabo nekaj udejstvovanja v teh kulturnih dejavnostih. In je bil zelo prijeten študij, moram reči, ni bilo nobenih pomislekov, celo mislim, da sem bila tam kot tako sprejeta, zelo odprto in tudi z velikim zanimanjem so me spremljali. In smo skupaj našli tudi, kar je bilo treba malo prilagoditi. To je bil študij, reče se mu oblike govora. Ni to prav študij dramske igre, ampak tam je bil poudarek na interpretaciji literarnih besedil. Veliko branja je bilo, ker pa jaz zelo slabo berem brajco, sem malo krajše tekste se naučila na pamet in tako na pamet. A to so bili sprejemci? Ne, takrat, ko sem jaz prihajala, ni bilo sprejemnih izpitov še, zdaj so. Ker pač jaz sem tudi izkazovala zelo veliko iz preteklih izkušenj za nazaj, tako da pa tudi to so bili, takrat še ni bilo toliko vpisa, smo bili 4 študentje, danes je pa že velik naval, tako da danes smo že v velikih izpitih. Tako da res, tudi čas je dozorel, da lahko nekdo z okvaro vida se zdaj tja vpiše. Ne vem, kako bi bilo na dramsko igro, kako bi bilo s tem, ampak zato pa mislim, da res ni nobenih ovir, tako da smo se predvsem z govorom ukvarjali, z interpretacijo literarnih besedil. Zdaj imate pa dva gospoda roko dvignjeno. Kdo je bil prvi? Zlatko ali Dušan? Zlatko, izvolite. Po mojem je bil Dušan. Dušan, daj. Ja, jaz bi rad opozoril sam še na eno zadevo za Jureta Svolška. Ja. Zdaj ne vem, če ga poznate. Jure Svolšek je bil učitelj v centru Škofja Loka in on je v bistvu nesojeni gledališki igralec. Njemu pač z okoliščino, o katerih ne bom zdaj govoril, pač niso dopuščale, da bi končal študij za igralstvo in je te svoje ambicije usmeril v gledališko igro v centru Škofja Loka. Tam je imel skupino Trenutek svetlobe, v kateri so bili Sonja Pušnik, Jana Povalej pa Suzana Dajčman. Ja. In je te, bom rekel, svoje ambicije neizpolnjene je preko njih. In to je bila ena super taka dekliška, gledališka mala skupinica, ki je gostovala po Sloveniji, celo v Trstu, v Celovcu šli. Tako da gre za Juretu Svolšku pač vso priznanje za to, da sem tukaj začel. Res je. A se ni to skrivalo pod sloganom Življenje je široka cesta?
Tudi to, on je imel ja, eno tako skupino gledališko, oziroma ki je, ampak to naj bi zauzemalo ne samo gledališče, ampak komplet pristop. Tako, ja. Jaz sem bil zelo vesel, ko sem ga srečal, oziroma ko sva vzpostavila stik, mi je ogromno materiala mi je poslal in tako da je eden od mentorjev, od temeljev, bi rekel, gledališke dejavnosti slepih. Ja, res je. Jaz sem pa hotel spomine povedati iz slepcev, te orientacijske preprogice, ki so bile v kletki 4 kvadratki, da smo se tako samostojno gibali, da so nas potem učili, kako naj hodimo kot slepi. Se spomniš, Metka? Ja. Skozi vaje res nekako ponotranjiš prostor in se niti ne oziraš več toliko, razen če te ena stvar zelo zmoti na odru, a ne, potem malo orientacijo zgubiš, sicer pa to ni tak problem. Med ustvarjalci... Lahko še dodam en spomin. Ja, kar Albina dajte. tukaj. Albina, ja. Ja, ki jo slišim zdajle Zlatkota, jaz sem bila pa tudi že leta 94 na taboru, ki smo imeli v Poljanski dolini, in takrat je skupina, ki se je zbrala v gledališko delavnico, odigrala en odlomek iz Tavčarjevega dela v Zali. Ja. In kako je bil takrat res en tak lep prispevek tega naše zaključne prireditve. Potem naslednji, takrat mislim, da je bil tudi Tomaž Pšenica. Ja, skupaj z Matejo to pripravlja, to dejavnost. Potem naslednje leto je bila pa že županova Micka. In ne moram pozabiti, kako sta Miha Kosi pa Brigita lepo takrat tudi, to so glavna igralca sta bila. In ta predstava bila zares imenitna. Tako da to je bila krajša priredba, ne, županove Micke? Ja, krajša priredba, ni bila v celoti, ampak zelo lepo odigrana in tudi sta sodelovala Mateja pa Tomaž. In no, iz tega se pa potem 96 leta naprej pa gledališče razvilo in jaz imam res take lepe spomine, kot bi se to dogajalo prejšnji teden. Ja. Hvala. Ja, Tomaž Pšenica je bil profesor geografije pa zgodovine, ne? Tako, in predaj. Se pravi, vsi tukajle, ki smo danes jih poslušali, so imeli ključni del v sebi, in sicer ne samo talent pa strast do gledališča, ampak predanost, ne? Absolutno, brez tega zagona in take hude želje po ustvarjanju ne bi bilo nič, ne. Ko pa seveda to par let gre, potem pa pride tudi kakšne težave zraven, pa se malo usahne, pa se spet rodi, vse isto je s pevskimi zbori ali pa s kakšno drugo dejavnostjo. Ja, zato ker sama umetnost, a ne, je kar močno orodje za osebnostno rast pa to povezavo z družbo, ne. In po moje, da ko enkrat to okusiš, pa potem imaš pavzo vmes, potem že spet najbrž zaslišiš ta klic, vrni se, ne vem, bodi spet nazaj pevec ali pa igralec, ne da? Ja. Vi tudi pojete, a ne? Ja, jaz sem kar precej pela po pevskih zborih, pa vokalne skupine, pa v službi sem veliko prepevala, ker je bila to moja službena dolžnost. Moram reči, da malo za hec povem, sem zelo hvaležna pokojnemu sošolcu Tonetu Kreslinu, ki me je naučil par durov na kitari, ko sem bila najstnica. In takrat si nikoli nisem mislila, da si bom pravzaprav vsakdanji kruh služila tudi s kitaro in s petjem. V domu upokojencev pa je to zelo, bom rekla, pomembna dejavnost. Tako da sem res prav hvaležna, da se je tako obrnilo. Zdaj imam pa tudi ene take nastope po domovih upokojencev, kjer malo zaigram, še vedno je aktualna ta Fehtarca, pa kaj zarecitiram,
pa zapojem in na koncu skupaj pojemo in res so taki lepi odzivi, da vnesem nekaj življenja v domove upokojence. Eno tako lepo dopoldne skupaj pripravimo. Zelo lepo. Zdaj, glede na to, da ste vi sodelovali v različnih produkcijah gledaliških, boste nam mogoče povedali razliko med Linhartovim odrom pa med Nasmehom? Ja, seveda je malo drugače, ne? Če med samimi videčimi nastopaš ali pa v gledališču Nasmeh, kjer se bolj fokusira na našo okvaro vida. Vendar nekako, bom rekla, nikoli se ni kompliciralo s tem. Kar je bilo treba, so mi pač povedali, kar se tiče orientacije, recimo na Linhartovem odru, jaz sem mogla pač tja priti, ostali so bili Gorenjci, me je tudi vedno Alenka Boletova gostila doma pri sebi. Drugače pa pravzaprav vse nič posebnega. Kakšno kretnjo mi je Alenka povedala, važno je, da sem se nekako zorientirala na odru ali pa da smo naštudirali moj prihod. Drugače pa pravzaprav res, mogoče je treba nam, ki ne vidimo, kakšno kretnjo, ki jo malo pozabimo ali pa nimamo ponotranjene, ali pa mimiko malo bolj nekako spremljati, natrenirati. Drugače pa pravzaprav ni nič posebnega. Edino to je, da jaz bralnih vaj nikdar pravzaprav nimam, ker res preslabo berem brajco in jaz se moram obratno kot drugi igralci pač tekst najprej naučiti, potem se pa učim interpretacije. Z nami je pa tudi še en član, ne bom rekla, da je aktivni, ker ne vem, koliko je zdaj Luka Pavlin aktiven v kulturnem društvu dr. Franceta Prešerna Žirovnica Breznica. Luka, bom povedala na kratko, da pač si navdihnil z izvedbo literarnega večera z naslovom Poljanska dolina v delih Ivana Cankarja. To je zadnja stvar, recimo, pa bova šla od zadnje stvari, kronološko bova obrnila. Boš kar izvoli besedo. Hvala. Lep pozdrav še z moje strani. Najprej en popravek, nikakor ni bil tudi to Poljanska dolina v delih Ivana Cankarja, ampak Tavčarja. A jaz sem neka Cankarja? Ja, nič hudega. Pardon, Poljanska pa Tavčarja. Ja, šlo je za literarni večer, ki smo ga pripravili v okviru študijskega krožka pri Medobčinskem društvu slepih in slabovidnih Kranj. Zdaj, namen teh literarnih večerov je, da se pravzaprav povežemo z lokalnim okoljem oziroma tudi pokažemo, kaj slepi lahko naredimo v lokalnem okolju. Ta literarni večer smo pripravili na Visokem. Moja želja je bila, da bi ob obletnici Tavčarjeve smrti, ki je bila lani, naredili na Visokem eno posebno prireditev in da bi, kot v gledališču pravzaprav, tudi tam lahko slepi pokazali, kaj zmoremo. In se mi zdi, da je kar lepo uspel. Imeli smo 4 izvedbe, vključno s premierno. Letos se pa posvečamo avtorju Kekčevih zgodb, Josipu Vendotu, tako da gremo junija v Kranjsko Goro. Bomo pa verjetno še kakšno ponovitev naredili v naši knjižnici. Zdaj si prihodnost povedal, še kakšna stvar iz preteklosti, sploh iz tvojega udejstvovanja v Nasmehu, Luka? Ok. Pri Nasmehu sem, začel sem ga spremljati že v srednji šoli, mislim, da je bilo v srednji šoli, ko se je pripravljala predstava Častni povabljenec. Moj ati se je takrat povezal z Matejo in Mateja me je povabila na vaje, ampak to je bilo res samo spremljanje, kako predstava nastaja. Bil sem kasneje tudi seveda na premieri in je bilo fino. Mene je takrat zadeva začela zanimati in sem šel tudi na audicijo, ki je bila potem razpisana v okviru Nasmeha. Takrat nisem uspel, sem pa uspel, kaj ne rečem, približno 10 let kasneje, ko so delali audicijo za predstavo Oh, te nore ženske,
Takrat je bilo najprej mišljeno, da bi igrali malo meščansko svatbo, ampak je bilo zaradi odziva na audiciji to spremenjeno. Mislim, da so bili še neki drugi zapleti, pa zdaj ne vem točno, zakaj je šlo. Na koncu smo naredili en tak omnibus komičnih zgodb z naslovom Oh, te nore ženske. Vključili smo pa monologe Alda Nikolaja. To so bili komični monologi. Mednje tudi spada recimo Pehtarca, s katero Metka pridno nastopa. Mi smo takrat uprizorili 3. Ena je bila... Kar povej, kdo je bil še zraven? Se pravi, Ena je Vrtačnik? bila Žajfarca. To Žajfarco je igrala takrat Anja Detiček. Potem je bila ta trafikantka, Sav in Tobak, je bil naslov monologa, to pa je igrala Irina Kodlin. Pa tretjega naslova se ne spomnim, mi smo jih neformalno rekli, kar Miška, to je bila Latka Hunjet. Šlo se je za to, da je igrala grofico pravzaprav na nekem gradu, ki je hotela obogatiti na račun znanosti oziroma mišk. Takrat je začela gojiti miške za potrebe znanosti. Namreč na teh miših bi delal njen partner ali preizkuse. Ampak te miši so pa potem se zaredile po celotnem gradu in teh mišk se nikakor ni mogla znebiti. Probala je razne načine, ampak nažalost neuspešno, tako da so na koncu miške tisti grad skoraj da požrle. To je recimo en tak monolog, ki mi je ostal v spominu. Obstaja sicer tudi posnetek te predstave. Jaz sem kasneje igral še v nekem avtorskem projektu, to je bil pa avtorski projekt Sare Ljucu pa Miša Mičiča. To sta bila igralca sicer iz Šentjakobskega gledališča, sta pa za ta avtorski projekt spisala besedila in jih tudi režirala. To je bil pa predstava Kako naprej, mogoče se je kdo spomni. Naša zadnja predstava pred korono, Covidom, ja. ki nas je nekako potem presenetila, so bili pa Zmenki. To je bila pa komedija, ki smo jo pa naredili v režiji Mojce Lavrič, smo pa sodelovali jaz, pa Irena, pa Miha in pa Simona Jakopin. Tako da mogoče tole tako čisto na kratko, če ima pa kdo kakšno vprašanje v zvezi s tem, pa sem pa seveda z Kar veseljem. izvolite, ja. Ima kdo kakšno vprašanje v tem trenutku? Za Metko, za Luko, za Brešerjevega Dušana? Jaz bi samo to rekla, da je nasmeh bil res, bom rekla, sestavljen iz številnih igralcev. Danes je tukaj še Zlatko. Tam smo se družili res različni ljudje iz cele Slovenije, slepi in slabovidni. Žal ne moremo vseh našteti, ampak Ogromno jih je bilo res. Res mnogo, tako da vsak je doprinesel en dragocen kamen k temu nasmehu. Je pa treba povedati tlele, da so pri nasmehu sodelovali tudi prostovoljci. Zdaj v tistem obdobju, ko sem bil jaz pri nasmehu, je bila to naša Dada, ki je bila na začetku šepetavka. Dada Strle. Ja. Potem kasneje je tudi koga peljala, ne vem, mogoče kdaj domov. Kasneje je pa skoraj da prevzela že tako pomembno vlogo v nasmehu. To pomeni, da je poskrbela za same predstave, kje bodo potekale, dogovorila se je s tehniki, kako bo predstava potekala, kdaj jo bomo izvedli, poskrbela je tudi za prevoz in tudi peljala takrat. Eden od šoferjev je bila, ko smo prišli na prizorišče, je sodelovala tudi pri postavljanju scene, recimo pri Zmenkih smo sceno postavljali sami, skoraj da. Med igro je bila šepetavka, kar pomeni, da je spremljala tekst in pa usmerjala kdaj tudi igralce na odru, če je videla, da kdo zahaja v kakšno napačno smer. No, in po predstavi bilo treba seveda to sceno podreti, zadeve pospraviti in oditi domov. In tudi takrat je bila tista, ki nas je peljala do doma. Tako da je v tistem obdobju, hočem povedati, da imajo pomembno vlogo pri nasmehu res tudi prostovoljci, ki jih pa nekako
ne smemo pozabiti. Ja, tako je, Luka, hvala, da si se to spomnil in ne samo prostovoljci, tudi ostalo tehnično osebje, od čivili do tehniko in vsega. Gledališče pač je skupek ljudi, vedno so v ospredju samo igralci, ampak brez vsega dragocenega osebja itak ne more nobeno gledališče. Res je, res je. Zdaj, ko sem se že glih oglasil, naj povem še eno zadevo. Izvoli. Naša zveza se je koncu lanskega leta prijavila na Ministrstvo za kulturo. Prijavila je projekt Dotik kulture in v okviru tega projekta so bile predvidene dve aktivnosti povezani z gledališčem oziroma z dostopnostjo gledališča. Ena je izvedba bralne uprizoritve, ki jo bomo uprizorili oktobra v Šentjakobskem gledališču. Priprave na bralno uprizoritev že potekajo. Namen te bralne uprizoritve je bil, da predstavimo na nek način tako kot pri nasmehu, da tudi slepi znamo oziroma lahko uprizorimo neko gledališko predstavo. Tekst, ki ga bo Anja brala, bo v brajici, tako da bomo na tak način probali mogoče tudi prikazati branje besedil v brajici. Druga aktivnost, ki pa je pa ekskurzija v Zagreb. V okviru te ekskurzije bomo obiskali tudi gledališče Novi život. Bo pa to 7. septembra. To vam povem že zato, da si mogoče ta datum majčkeno označite, uradno vabilo s programom seveda še pride. Pravočasno, ampak je pa fino mogoče, da vam to povem, zato da si boste lahko zainteresirani pripravili na ta dogodek. Bo tudi ogled kakšne gledališke predstave? Ja, bo. Odlično. Ja. Metka, tako da, v septembra gremo v Zagreb. Se bomo označila. Ja. Zdaj pa vsi tukaj danes, oziroma vidva sploh, gospa Pavšič pa Luka Pavlinov, sta skromna. Lahko bi še kakšne dosežke s festivalov nam povedala? Ja, jaz kakšnih posebnih festivalov takrat nismo obiskali, razen seveda Zagreba. Kaj vem, dosežki. Dosežek, razbil si stereotipe o slepoti in slabovidnosti, Luka. Ja, ampak če si mislila zdaj tlele kakšne nagrade ali pa priznanja, ne vem, na kakšno Linhartovo srečanje smo se sicer prijavljali, tudi zadevo izvedeli, bili smo tudi na Čufarjevih dnevih. Vidiš? Ampak kakšnih takih, da bi rekel, Oskarja nisem sprašvala za... takrat nismo dobili. Drugač pa smo pa sodelovali v kakšnih festivalih, ampak spomnim se, da smo bili tudi v Venkatu, mislim, da je bilo v Velenju, ko je imel Lions klub, Lionsi so imeli neko prireditev, tista prireditev je bila tudi bolj, kot se temu reče, na nivoju, in tudi takrat so nas povabili, da uprizorimo Nore ženske. Namreč šlo se je za to, da je bila Alenka Bolev-Vrabec, ki je to predstavo režirala, je bila tudi članica Lions klubov. Tako da je bila tudi na tak način povezana s slepimi. Ja. Kakšno vprašanje? Meni je slika. Ja? Brane. Škoda, ni danes Edija Vodeba prisotna. Jaz sem se z njim že veliko o tem pogovarjal in ima zelo zanimive izkušnje, dolgo leta je delal, recimo, on je tudi imel pač po svoje, tele razmere na odru, kam mora iti, se obrniti, tak dalje, in enkrat so en stok imel za orientir namenoma narobe postavljali. Da so ekipa imela štos na račun. To z vrhim smehom pove za nazaj. Tebi ime kapo dol in globok poklon za res te tvoje velike dosežke na tem področju, tvoj talent, ki si ga potem negovala. Morda bi sam omenil to nepozabno interpretacijo Nečesa ne obžalujem. Hvala, Brane. Res nepozabna. Dušana bi vprašal, nisem pa vedel, da je Eugen Bavčar se tudi s tem gledališčem ukvarjal, ali sam, da je bil povezan, ali je sam nastopal, kaj je bilo to v Parizu? Če imaš podrobnejše podatke. Dušan. Mikrofon. Dušan, mikrofon. Redko izklopim mikrofon, tako da se opravičujem. Še enkrat začni govoriti.
Ja, torej, Eugen Bavčar je v 80-ih letih prejšnjega stoletja sodeloval v gledališki skupini, ki je vodil Filip Andrijen, to je bil en slep igralec. In takrat je šel en roman o slepi, ne? In potem so naredili gledališko predstavo in so Eugena povabili zraven, ne? Oziroma ne, slepi igralec je bil Bruno Neter, ta je bil pa romane. No, in takrat je potem Eugen hodil tja na vaje in jim je svetoval, kako naj se gibljajo, kako je to za slepimi, in je potem tudi napisal v bistvu zloženko o slepih in so jo potem delili. Ni pa sam igral, ne? Ne, sam pa ni igral. On je bil podsvetovalec in je pač tudi tekst je napisal, spremno besedo in te zadeve, ne. Tako da, bi pa jaz, ko sem zdaj že dobil besedo, ne, meni je težko držati jezik za zubmi, ne, jaz bi rad omenil še Sandija Gruma. On je imel v Novi Gorici zavod za kulturo ranljivih skupin in v tem okviru je bila ena skupina Ažmurk, ki so prizarjali Sandijeve igre. Žal je Sandi 2 leti nazaj umrl in je ta Ažmurk je pač propadel in meni je zelo žal, jaz sem ga dostikrat imel na okroglem, je pa zdaj tam pa deluje pa Sonja Jež, ki pa se gre bolj plesne delavnice, tako da je to v tem smislu, no. Je še ena taka skriti biser gledališke ustvarjalnosti slepih, ne. Pa Mateja bi bilo fajn dati kako besedo, da bi malo povedal. Oprosti, Nika, ko skačem v tvojo besedo. Ne, Ledinek je v bistvu... Dobi za kavo. Zdaj izginil. Tukaj sem. Matej je prisoten. Ja, zdaj le vidim, da si lepo pospravil tiste bele liste, ki si prej z njimi plapolov. In priseben, ja, zdaj sem slišal, da sem na vrsti in sem... Ne? Ja, ker izvoli, beseda je tvoja, ne biti skromen. Ja, bom probal biti kratek. Mene je Dušan že malo omenil, jaz sem pred leti igral golbal in na enem turnirju so prišli do mene in vprašali, če bi sodeloval v eni gledališki predstavi oziroma če bi prišel na casting. In sem takrat prišel na ta casting in bil pol izbran za to predstavo. Gre pa se v bistvu za tako imenovani contemporary dance, oziroma ne vem, kaj je to, sodobni ples. Sodobni ples, ja. Režiser je Alessandro Sciarroni, mislim, da je zdaj z leti rado kar znan, oziroma pač zdaj trenutno niti ne vem, je pač toliko uspešen, ampak v tem svetu contemporary dance mislim, da je on kar uveljavljen umetnik, recimo. No? Ti smem skočiti v besedo. Ja. Alessandro Sciarroni je italijanski umetnik z področja uprizoritvene umetnosti, dela predstavlja na festivalih sodobnega plesa in gledališča v muzejih, umetnostnih galerijah ter nekonvencionalnih prostorih. Leta 2019 je prejel Zlatega leva za življenjsko delo na področju plesa. Oprosti. Ja, mislim, da je 2 v Benetkah nekega... Ja, tako. Vse je prav. Ja, no, tako da te predstave smo, ne vem, izvajali od leta 2015, pa največ do 2017, pa eno še lani v letu 2023, se pravi v Švici. V bistvu je bilo tako, da smo nastopali v teh teatrih ali pa na kakšnih festivalih. Mogli smo imeti čisto zatemnjeno, oziroma možnost, da je bila dvorana čisto zatemnjena, zato ker je v enem delu predstave smo igrali v čisti temi, se pravi, da so gledalci v bistvu slišali samo, kako žoga pač potuje, oziroma kako mi igramo. Bili so pa v bistvu, mogli so biti zelo veliki odri, ker je bil odr tak, ki je golbalsko igrišče, ne? In smo imeli prav gole, take, ki so pač goli za tekmovanja bili takrat, igrišče postavljeno, je bilo pa na taki beli podlagi, se igrali pobarvani, oziroma tisti pod tak bel smo imeli, da smo tisti zrolali po tleh, ne? Da se tako pripravilo odr, žoga je bila v belo barvo pobarvana, pa mi smo pa na tem igrali, no. Na začetku je bila ful velika luč in potem je taka luč je bila, da si dejansko čutil toploto teh halogenskih žarnic, ki si
igral, no. Pač je bilo bolj toplo, kot pa pol, ko se je ugasnila, no. In se je skozi prvi del predstave se je ta luč skozi počasi ugašala, tako da pol na koncu dejansko tudi sodniki niso več videli. Mi smo bili pa v bistvu skozi na istem, ker smo imeli očala in za nas ni bilo nič drugačne. Tako da ja, zelo zanimiva predstava, no, v drugem delu se pa pol pojavi te predstave ena glasba in začne biti ta glasba vedno glasnejša, tako da pol v bistvu na koncu nismo mogli več igrati, ker je bilo preglasno. Predstava ratala taka zmedena, kaotična. In pol sem jaz imel eno vlogo v tej predstavi, da sem padel malo ven, ali kako se reče, in da sem pol preklinil, pošiljal v razne destinacije, ali kako ne rečem, pač tiste, ki so predvajali to glasbo, ne. In potem je ta glasba kar naenkrat ugasne in potem jaz še zmeraj govorim na polno, vpijem, ne. Meni se zdi, da je bil ta del predstave najbolj naporen, čeprav traja mogoče 1 minuto, ne. Ampak, ja, potem pa po tem delu predstave pa jaz dobim en penal, zato ker sem pač vpil in ker sem vrgel očala iz glave, ne, ker pač drugače moraš priti sodnik do tebe, da lahko očala stikaš. In potem pa igramo naprej. Je pa v bistvu tako zamišljena predstava, kakor Aurora je naslov predstave, se pravi, ne vem, če bom znal čisto točno zdaj povzeti, ampak Aurora pomeni ta jutranja zarja, preden da sonce v bistvu vzide. In da je pač, kakor sporoča, da je tudi prvo na začetku je ful luč, ne, in ti raziskuješ to igro in pol kao izgubljaš vid oziroma je naenkrat ga več nimaš, ne. Pol v drugem delu se pa to začne spet kakor počasno raziskovanje, pride neka glasba, ki je na začetku ful umirjena, lepa, pa začne biti vedno bolj glasna in neprijetna. Ja, pač simbolika oziroma sporočilno lahko gre tudi kljub temu, da je nekdo slep ali pa da izgubi vid, lahko raziskuje nove svetove in se pač pol mu odpre, tako kot ta Aurora zjutraj in začne pol tudi ta nov svet raziskovati. Ampak jaz sem to zdaj tako zelo zmedeno predstavo, ne. Je bila pa vsekakor zelo lepa izkušnja. Nikoli na nobeni predstavi nismo vedeli, kdo bo zmagal, ne, ker smo imeli 2 ekipi in dejansko je to bilo, ni bilo nikoli zarežirano, pač kakor je igra potekala. Pa igrali smo po različnih gledališčih v Evropi, ne vem, od Torina, Barcelone, Pariza, Rena, na Norveškem smo bili, v glavnem tako, luštno je bilo. Težava je bila tudi v tem, da dejansko je bilo, ker sem rekel, da je bil tako velik oder, da so nas še kam drugam povabili, ampak niso mogli odra nam pripraviti tako velikega in hkrati, da bi ga lahko tako zatemnili, ker ponavadi smo to v nekih kletnih prostorih igrali, da je bila okrog in okrog zavesa črna, da je lahko bila dvorana pripravljena oziroma pač oder za tisti del predstave, ki je res čist temno, ne. Se pravi, replika tega igrišča je zmeraj v merilu bila? Ja, zmeraj je bilo golbalsko igrišče, ja. 9x18 plus odzadi, ne, nekaj je moglo biti odzadi, ker odzadi za goli so bile tudi ful luči, take ful močne luči, da so tudi odzadi na nas sijale in pol so te, in od stropa in pol so te luči počasi začele ugašati skozi prvi del, ne. Vedno manjša je bila ta svetloba, no. Super predstava, mislim, meni je bila super izkušnja, šel bi še večkrat, ampak dejansko je tudi verjetno ta predstava se pol malo nehala tržiti. Lani vem pa, da je bila še ena možnost, da bi nekje na Portugal, ne vem, kje igrali, ampak pol en član ni mogel nastopiti in smo pol ta drugo predstavo lani prekinili, no. Tako da na zadnja predstava, ki smo imeli, je bila lani v Luganu v Švici. Mislim, da glih kakšen let nazaj, no, mislim, da marca je bila. Tako da ja, super fajn izkušnja, pa lepo doživetje in lep spomin, no. Matej, kdo so bili pa igralci golbala, so bili slovenski ali drugi? Samo jaz sem bil iz Slovenije. V moji ekipi je bil še en Emanuel iz Francije, pa Marcel iz Nizozemske,
V drugi ekipi pa smo imeli eno punco, pa enega igralca iz Nemčije, ta bila punca, pa en iz Portugalske, ki še zdaj igra golbal. A to je 4-4? To je 4-4? 3-3. V moji ekipi sem imel 2 svoje igralca, pa v drugi ekipi pač so bili Pa še. brez rezerv? Ja, ni Za to predstavo ne. Ni bila dinamika ista, kot je na tekmi, ne? Ni bilo pravila 10 sekund, veliko časa, pač, da si se malo igral lahko s časom, da si spremenil ritem, da si enkrat igral ful hiter, pa si lahko razvlekel čas, ne? Se pravi, vsaka predstava je bila skreirana tam? Ja, pač, imeli smo samo navodilo, ne, v prvem delu predstave je mogoče, se nismo smeli pogovarjati, v bistvu smo se lahko komunicirali samo s kakimi znaki, ali pa nekimi žvižgi in tako, ali pa z nekimi vzkliki, da na tak način mogoče sporočiš, kako se počutiš, ali kako kao raziskuješ, ne, ker ti je to nekaj novega. V drugem delu, bolj, ko je začela glasba naraščati, smo se lahko začeli klicati s svojimi imeni, zato ker dejansko, če si hotel žogo do nekoga podati, si mu je mogel prinesti in si ga mogel poklicati, ker je bila tista glasba tako glasna in da se je bolj tudi kaotičnost predstave, da je tudi gledalci, da so videli, da je res živčnost, neka napetost in vsi smo bili pa tam bolj živčni dejansko, ne samo zaradi tega, ker smo mogli tako odigrati, ampak zato, ker je ta glasba v bistvu to spodbudila, ne? Da si bil dejansko res živčen, čeprav si vedel, kaj je, ne. Tako da ja, v tretjem delu smo pa v bistvu pol igrali, kakor se igra tekma, to je bilo pa zadnjih 5 minut predstave, ne. Gledalci so bili dejansko tako 9 metrov široko igrišče in pač na levi pa na desni je out linija, ali kako bi rekel, out črta, ne, in oni so bili. Sodnik je bil med out linijo pa med gledalci in to je bilo glih 1 meter ali pa še ne 1 meter. Tako da so bili dejanski gledalci čist blizu, včasih tudi kakšna žoga, če je kdo odbil, je med gledalce padla. Ali pa tako, ne. Tako da so res imeli to, da so nas imeli zelo blizu, no. Kontakt čisto. Pa tudi za nas je bilo, pač, ker po svoje čutiš, da so ti ljudje čist blizu, ne. Ni imel, res lepo, no, tako. Ali bi nas še hotel še kaj vprašati, Mateja? Kakšen je bil pa jezik, v kakšnem jeziku ste to igrali? Tisti zadnji del, ki smo se pogovarjali, je bilo pač, kakor smo se hoteli pogovarjati v ekipi, se pravi, to je bila pač seveda angleščina, ker pač angleško nekako smo vsi znali, ne. Ampak sej ni zdaj spet takih izrazov, pač sprot, kako igraš, ne, go left, go right, I'm coming to your side, ne, da pridem na tvojo stran, give me the ball, take stvari, ne, ampak čisto sproti. Nič zrežirano. Ta del, ki sem pa jaz preklinil, je bil pa v slovenščini. In ja, in tako so bili zanimivi odzivi gledalcev, sicer itak na take stvari pridejo gledalci, ki jih to zanima, ne. In ja, enim je bilo zanimivo, eni so se baje jokali pol po tej predstavi, tako sem jaz slišal pol odzive, pa tako. Tudi to je bilo lepo slišati pol predstavi, ja. Tako da fajn izkušnja, bom rekel, ja. Upam, da bomo še imeli kdaj kakšno, ampak ne vem pa, a je bila že zadnja ali bo še kakšna. Upajmo, da bo še kakšna. Jaz bi tudi to videla, ti si mi poslal posnetek, pa sem že videla to, ja. Aha, sem že pozabil, da sem ti ga poslal. Ja, verjamem. Ja, tako da ja. Jaz bi ti res rada, Matej, prav čestitala, ker se mi zdi to fantastično, kar si zdaj govoril in tudi prav čutiti je od tebe tako navdušenje, no. Ko si pisal v avtoportretu v Rikosu o tem, sem bila jaz res čist fascinirana, tako da ti prvošam in želim, da še oživite to predstavo, če ne pa, da ti pride na pot kakšna nova izkušnja. To bomo videli, ne? Ampak ja, hvala. Držim pesti, je ful. Mi vsi. Hvala. Ma še kdo kakšno vprašanje? Bo kdo delil kakšno? Jaz imam veliko informacij, se pravičujem. Se pravim, jaz bi najrajš kaj tole, kar sem napisal, prebral, ampak na dve stvari bi opozoril, ne? Oziroma 3. No. Recimo Jože Križe mi je pravil, kako je igral v eni gledališki igri pod pomočjo učiteljice Vande Štular, Burko,
trije tički, ko so bili korjači, urari in ti skroves, ko so hodili po vaseh in so se potem dobili na gostilni in so pogovarjali se, kako niso nič zaslužili, ne. Ampak to, kar sem pa hotel povedati, je pa to, da je recimo, bi rad opozoril na Jožico Klunovo, ki je tudi ima ena zelo veliko zasluge za gledališko dejavnost v zavodu, čeprav je tako skromna, je rekla, da je pravzaprav ne smemo omenjati, ne, ampak sem prekršil ta dogovor, ker se mi zdi, da je prav, da jo omenim, ne, ona je v bistvu... Ji bom povedal, Dušan, čakaj. Ne, ji boš povedal, ne. Hvala, Luka, moj prijatelj. Bi pa rekel, da Roman Brvar ima pa tudi eno posebno vlogo, on je pa pisal drame za to svojo in je pač recimo dramo o apartheidu, Karantani, odkritje Amerike, o Rimljanih in je potem oprizarjal te igre in so se učenci na ta način učili zgodovino, ne. Pa seveda Ksinja z Slepi potnik, pa tako da v tem smislu, no, v glavnem. Če se jaz umešam, saj so v zavodu bile tudi lutke. Ja, tudi lutke so bile, ja, tudi to je res, ja. Tudi lutkovni krožek je bil, ga je pa Veronika Gjurin vodila. Tako, ja, tudi to sem omenil, ja. Jaz se spomnim, kako je, ne vem, kje smo bili, je sama dobila nekaj peno in oblikovala škarice, med ko obrezovala, da je določeno podobico ustvarila s tiste pene. Aha. Ja. Dušan, ti zmeri kljub obsežnosti informacij, zmeri uspeš ohraniti ta ritem besedila tok in ga vedno narediš privlačnega. Jaz sem ti to povedala vsakič, ko imam čas prebrati kakšno reč, preden je ta nekje objavljena. Tako da jaz pravim, hvala ti za izčrpne preglede vseh, ne vem, gledaliških dosežkov skupnosti slepih in slabovidnih v Sloveniji. S tem pač pregledom, ko bojo prebrali si ljudje, lahko bojo videli, kako je bil poudarek na človeški ustvarjalnosti, vztrajnosti, a ne, in da kako so pomembni za prispevek kulturnemu življenju celotne družbe, ne. Tako da jaz tako mi čakam, da se tole znajde v Ja, jaz moram reči tole, no, da sem hvaležen Metki, ne, da mi je dala svojo magistrsko nalogo, pa seveda Vikiju Vrtačniku, ki ga danes škoda ni tukaj. Viki je tudi zelo veliko napisal, ne, okrog te gledališke dejavnosti, to moramo pač povedati, in da je pač to je bila pač moja osnova, ne. Se pravi, tok mora nekje začeti, en temelj mora imeti, ne gre iz nič, ne. Seveda, pol sem pa dejansko brskal naprej, ne. Tako da je tega ogromno, no, se pravi, jaz bom, ko bo to enkrat objavljeno, tako v Obzorju, oziroma še prej mora biti v Amfiteatru, pa če bo koga zanimalo, mu bom poslal komplet tekst, ne, tako. Ker mislim, da je fajn, da to slepi imajo, da vejo. Da veste, kaj ste počeli, oziroma so počeli. To mora biti napisano, ker ja. Ja, ne. Ja. Ne. Kar je zapisano, ostane, ne. Tako da Horacij je že vedel, ko je rekel litera scripta manet, kako se že temu reče, ne. Kar je zapisano, ostane, ne. Jaz sem glih zaradi tega sem hotel, da gre to ven iz okrogov, ker pač vi oziroma mi vemo, je pa fajn, da se ve, da obstaja tudi neka skupina, ki so ukvarja z gledališčem. Moram priznati, da so bili kar navdušeni, ko so prebrali ta tekst, ne, ker enostavno tega se sploh ne ve. Ne. Dušan, mogoče samo ena ideja. Ja. Jaz sem zdaj se spomnil, da v Gorenjskem glasu Maja Berton celo objavila neke podlistke na temo dejavnosti različnih z področja invalidov, oziroma posameznikov s posebnimi potrebami. Mogoče je varianta, da bi jo kontaktiral, da se to objavi v kakšnem drugem časopisu, da to pride malo v širni svet, da ne bo samo v našem krogu ostalo. Ja, sej, a veš, jaz to poskušam, ja, tako da sej, v glavnem, ja, ampak bo treba malo drugačen tekst napisati, ne, ko noben noče imeti tistega. Ja. Naslov malo spremeniš, pa bo.
Ja, no, sej naslov, naj povem, za tiste, ko ne veste, verjetno nismo povedali, jaz pri meni je naslov zelo pomembna zadeva, in v tekstu ima naslov V temnem siju odrskih luči. Meni všeč. Dušan, Vesna Markoč ima vprašanje. Ja, izvoli, Vesna. Boste povedali, da ga preberem? Vesna, kar povej. Evo. Noter. Ja? Aha, zdravo. Eno vprašanje imam, ali so te včlanitev v gledališke dejavnosti samo za osebe, ki so bile prej v Zavodu za slepe in slabovidne, ali je to lahko tudi oslepele? Ne. Mi v gledališču z veseljem sprejmemo kogarkoli, ki se je pripravljen ukvarjati z gledališčem oziroma biti dejaven v gledališču. Tako da, kar se tega tiče, ni nobene ovire, je pa res, da bomo mogli enkrat razmisliti, kako to dejavnost peljati naprej. Želja je velika, tudi interes je bil izražen, da se gledališče spet malo prebudi, pa začne s svojim delom. Nimam pa še jaz čisto jasne slike, kako bi to lahko šlo. Tako da bomo videli, kaj bo prihodnost prinesla. Optimistični moramo biti. Razmišljam še o raznih variantah, tako da če bo karkoli novega, bom seveda to obvestil. Halo? Ja, Brane. Jaz bi pa še izpostavil dejansko veliko sposobno znanje brskanja našega Dušana. Včasih že mora biti prav detektiv, ampak izbrska pa vsega hudiča. Ja, res je. So priznanje. Ja, res. Hvala. No, naj vam povem. Hvala ti res, da si na kup dal vse te reči. Naj vam povem, da zdaj v obzorju objavim prispevek o Barberiju, temu, ki je v bistvu utemeljil Brajco, da pravzaprav preberite si ga, oziroma drugi del zdaj pišem, preberite si ga, pa boste ugotovili, da to ni bil en stotnik, ko je neki izumil, ko je bilo neuporabnega, pa je pa slepim ponudil, pa je potem Louis Braille to nadgradil, ampak je v bistvu prav za slepe izumil te pike. Se pravi, ne za vojsko, ne? Ne samo za vojsko. Ne. On je, no, zdaj, dobro, vse to ni zdaj tema, ampak v glavnem on je tako, on je pred Jakobinci oziroma francosko revolucijo pobegnil v Ameriki je obogatel, prišel nazaj in je potem ni vstopil v vojsko Napoleonovo, ampak se je ukvarjal z telegrafijo in hitrim komuniciranjem in s pisavami. In je dobil celo nagrade akademije, te francoske akademije za svoje izume. Tako da je bil en pomemben človek, ki smo ga pa, oziroma so ga zreducirali na nekega bogega stotnika, ko pojma nima. Zdaj, če smo sklepčni, da se to zaključi, povejte, ali pa če bo še kdo kaj povedal ali pa vprašal. Kaj ti ura je 10:11, najbrž že morate kakšni hitetkam. Ja. Povejte. Skratka, jaz bom mogla posloviti. Se boste, ja. Hvala Nika za tole vodenje, pa vsem ostalim sodelujočim. Želim en lep vikend. Hvala enako. Jaz bom pa zdaj ob zaključku, Mitka, ne pozabi pa ostali na 7. september. Si bomo značila. Z moje strani pa 10. maj. Zdaj bom reklame naredil, ko smo glih pri gledališki dejavnosti. Mogoče ni gledališka dejavnost, je pa malo povezana z njo. Namreč na Dnevih kulture bomo letos imeli posebno imitacijsko delavnico z Tilno Martačem. Moja želja je bila, jaz vem, da iz izkušenj, da so slepi tisti, ki radi koga imitirajo. Zato so se mi Dnevi kulture zdeli dobra priložnost, da povabimo Tilna Martača, ki je strokovnjak, kar se tiče imitiranja. Odlično. Moja želja je bila, da to začnemo delati, da ugotovimo, kako se to sploh profesionalno dela. In s Tilnom sva se dogovorila, da to lahko izvedemo na okroglem in bomo naredili Radio Gaga v živo. Pa ne v petkovem terminu, ampak v soboto zvečer, bo pa zadeva posneta.
Če ste kakšni zainteresirani za emitiranje, vas že zdaj povabim, da se oglasite. Vabilo bo šlo v kratkem po društvih, bo pa zadeva 18. maja na okroglo. Poleg vseh drugih aktivnosti, ki so predvidene v programu. Super, Luka. Super. Se pravi, da povem, 10. maj bo Brane But z nami govoril po tem predlogu zakona o osebni asistenci, ker je predvidena ustanovitev javnega zavoda za osebno asistenco, da naj bi ta zaposloval strokovni kader in osebne asistente. Razprava se konča 3. maja. Pripombe zoper predlog je Brane But že posredoval. Več o vsem tem, kar se bo pa zvedelo do 10. maja, bo spremljal But in jaz in potem se prosim zberemo spet ob isti uri ob 10. maja. Hvala za pozornost danes in lep dan in vikend še naprej vsem.